Kaj pa je res vloga res od novinarji danes, ne? Pa potem, kako mi, mladi, lahko boljše uporabimo te socialne omrežje kot alternativno novinarstvo moč, ne? Glede, kaj se dogaja. Vloga novinarstva je zmeraj ista. Prvič imaš več novinarstva, več medijev. Imaš industrijsko novinarstvo, kamor jaz spadam, jaz delam za časopis. Časopis je industrijska produkcija, tako kot je televizija industrijska produkcija. Vprašanje te produkcije je, kakšni so standardi resnice, kakšni so standardi posredovanja sveta, ki ustreza svetu tako, kot je, in naravni poročanja, in naravni analize zgodbe je vprašanje, kako ti razumeš svet, v kateri smeri. Razumeš kot fašist, kot komunist, kot neki vmes, kakšne so, rečeš, jaz sem pa kristjan, fino, kako to interpretiraš? Interpretiraš tako, da lahko pridejo samo kristjanski begunci sem, ali se vprašaš, kaj je to človek, kaj sprejmeš, kar zavrneš, koliko si pri tem iskren in kakšna je hipokrizija tega, kar govoriš, kje se delaš, jaz sem neutralen, jaz nimam mnenja, moraš imeti mnenje, ampak v industrijskem tej produkciji novice je problem ta, da moraš nekako prikriti svoje prepričanje, da tam ni mnenje, pride na koncu, od zadaj in kot analiza, kot komentar, če greš na drugi konc na socialno omrežje, in pa na tej strani imaš veliko informacij v resnici, ki se imaš dostop do velike količine realnega tega, kaj ti ljudje povejo, ki so ljudje, kjer se tisto, o čemer hočeš govoriti, povejo. Pri socialnih omrežjih je problem ta, da najprej naletiš na mnenje. Svetka, jaz mislim, da imaš že tako interpretacijo in potem se ukvarjaš s človekom, ki to dela, namesto s problemom. In zdaj, v nekem idealnem svetu bi ti imel novinarja, ki je nepristranski, ki pogleda na obe strani, ampak ni pa neprizadet. A veš, ni tisto, da eni pravijo tako, meni je pa vse eno. Ne, ti moraš pač poslušati ene, poslušati druge in potem priti do svoje sodbe, kdo ima prav. In to je, veš, to je težava, ki jo imaš na vseh nivojih, od globalnega žurnalizma do socialnih omrežij. Vseh stvari, da ti ni nikoli zares prezentno, koliko so ljudje razmislili, kdo ima prav in na podlagi česa so razmislili. Tako da dober žurnalizem je ta, ki ti da vse elemente, na podlagi katere ti prideš do svoje sodbe, hkrati ti pa novinar reče, jaz pa mislim, da je tako. Ampak da to prije na koncu, ne pa na začetku. To bi rekel, da je to, kar je treba iskati, je to, da daš elemente za razumevanje in na koncu daš svojo sodbo, da poveš, če jaz nisem tle. In kako ti vidiš, da naš festival kot Bivouac lahko malo pomaga prispevati tisti malo bolj idealistično pristopne do novinarstva? Ne, pazi, pa tle, a veš, to ni vprašanje idealizma. Če ti nečemu rečeš novinarstvo, ima to zelo jasen pomen. Nekaj si ogledaš, zato da boš potem to spravil v neko formo, skozi katero boš komuniciral. Komuniciranje je veščina, ki se jo treba naučiti. Zdaj naučiš se lahko na 100 milijonih različnih koncih. To je eden od krajev, kjer se lahko učiš tako, da se soočiš svoje mnenja z drugimi, ki so iste tvoje generacije, podobnih idej in tako naprej. Več je diversifikacije, boljše je, zato ker konfrontacija različnih mnenj to pripelje do toliko pametnega rezultata. To se mi zdi dragocenost tega je, da upelješ, tle imaš cerkev, cerkev je vajena horizontalne, enosmerne
rekel, razlage teksta, ne, vertikalno z pozicije avtoritete. Ok, to je način, kako lahko razlagaš svet. Imaš drug način, ne, kjer štartaš od spodaj, ne, in se vprašaš, kaj lahko ti z diskusijo teh, ki so v funkciji poslušalcev, prideš do produktivne forme, ki jo posreduješ lahko drugim ljudem. Ne. Vseeno, lahko tukaj obrneš in misliš, pa ja, ok, jaz ti bom pa rekel to, ampak lahko pa difuzno rečeš, ok, dajmo to poskusiti distribuirati in pogledati, kakšne so reakcije in kaj se lahko iz tega dialoga naučimo. Ne. Bazično je tako, veš, da ti učiš se lahko samo, če se pogovarjaš z ljudmi, ki drugače mislijo kot ti. Ki imajo različne izkušnje. Ne. Zato naj bi bilo bivak prostor, ki se lahko srečuje različne mnenje, da potem se malo začne malo tukaj brainstorming, ne, aktivno. Ja, ampak tudi da hkrati rečeš, a veš, ni vsako mnenje, vsak ima svoje mnenje, ok, to je lepo, to je res, niso pa vsa mnenja relevantna. Kažeš, kako narediti mnenje relevantno, ne, se pa lahko samo naučiš v dialogu z drugimi. Glej, čez 5 minut imamo film Kaos sveta, hvala Ervin, da si tukaj. Evo, pojmo na projekte.